Kandidati in kandidatke za poslance morajo vsekakor dati konkretne odgovore na vprašanja, kaj in kako je treba spremeniti, da bosta država in oblast postali prijaznejši do svojih državljanov in državljank. In predvolilna soočenja so namenjena prav temu, da ljudje izvemo, kaj in kako nameravajo morebitni bodoči poslanci in poslanke delati. Zato smo jih še pred soočenjem vprašali, kaj bi bilo treba nujno spremeniti v našem pravosodju. Pravzaprav čisto vse. Treba je razformirati sodstvo, tožilstvo, policijo, druge represivne organe, tudi Sovo konec koncev. Nobena zadeva ne deluje. Sodnikom je treba odvzeti trajni mandat in pa uvesti po nemškem vzoru kazensko in pa materialno odgovornost. To je edino, kar lahko zadevo reši. Zagotovo je treba pri načrtovanju sprememb v pravosodnem sistemu upoštevati stanje na terenu, v sodnih dvoranah, ne nazadnje tudi pri ljudeh, ki so deležni sodnih postopkov, za katere mnogokrat menijo, da niso enaki za vse. Vsekakor se ne čuti pravičnosti, ker nekateri ljudje, ki so zagrešili oziroma so bili v procesih večjih gospodarskih, da rečem prekrškov ali kaznivih dejanj, še niso procesirani oziroma so njihove sodbe padle. Tisti ljudje, ki so pa naprimer za 20 evrov na AMZS-ju pomagali nekaterim, da so lažje prišli do dovoljenja, pa so bili procesirani v kratkem roku in bili dejansko deležni zapornih kazni, kar je pravilno, se pravi, če se nekaj storil narobe, je pomembno oziroma potrebno, da si sankcioniran. Vse bolj se zdi, da je zadnje leto bila zunanja politika države odvisna od tega, kdo jo vodi, kdo komunicira in ne nazadnje, kdo jo narekuje. Tako so tudi mnenja kandidatov in kandidatk za poslance različna. Zunanja politika v Sloveniji je že nekaj časa precej zmedena. Svojo zunanjo politiko je peljal minister Erjavec, svojo zunanjo politiko je peljal premier Cerar in svojo zunanjo politiko še vedno pelje predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Tako pač ne more iti naprej. Veliko razprav in razhajajočih mnenj pa povzroča tudi javna uprava z vsem svojim ustrojem. Zato smo kandidate in kandidatke vprašali tudi to, kaj je treba spremeniti na tem področju. Nova Slovenija predlaga ukinitev Ministrstva za javno upravo, da se razdelijo posamezne naloge tega ministrstva na ostalo. Potrebno je socialni dialog, hkrati v javni upravi je treba ukiniti tista uradniška mesta, ki služijo uradnikom, ne pa v službi ljudi. Hkrati je treba poenostaviti zakonodajo, postopke, vložiti sredstva v e-upravo. Spremembe so torej potrebne na skoraj vseh področjih. Da pa se boste lažje odločili, koga boste 3. junija volili, pa vam že danes pomagamo mi s predvolilnim soočenjem ob 20. uri na naši televiziji.